Društvo humanistov Goriške je tudi letos organiziralo sklop tradicionalnih zimskih uric, ki letos potekajo na gradu Kromberk. Na uvodnem predavanju je spregovorila Marjana Koren s predavanjem Teorija zmote v filozofiji Immanuela Kanta. V dobi, ko so se filozofi spraševali predvsem o tem, katera je tista spoznavna pot, ki pripelje do resnice, je to izhajanje iz občin zakonov razuma ali sistematično analiziranje čutnih danosti, je spore med racionalizmom in empirizmom slovito razrešila Kantova kritika čistega uma. Nemara najpomembnejše filozofsko delo sploh, ki razgrinja konstitucijo človeškega spoznanja, pa ni izraslo iz klasičnega filozofskega vprašanja, kako je možna resnica. Produkcija resnice je, kolikor razum deluje v skladu z lastnimi zakoni, pravzaprav samoumevna. Ključno vprašanje je torej nasprotno, kako je možno, da človeško spoznanje sploh kadarkoli pripelje do zmote. Poslušajmo del predavanja Marjane Koren. Antinomija uma je tako tista, ki recimo pri Kantu privede do te samoanalize, do njegove anatomije. In če se že poigravam z besedami, moram povedati, da je zanimivo to, da tudi v Kantovih rokopisih najdemo dvakrat neko zapisanje, in sicer je namesto besede antinomija napisal antimonija. Zdaj, Hinske, ki je to proučeval, vidi razloge v tem, češ, da Kant ni bil dovolj domač s tem grškim izrazom in da se je zato nekako zmotil, ker je pred tem antinomije v predkritičnih spisih označeval z besedo labirinti. In v okviru nekega psihoanalitične teorije, pa tega ne moremo videti kot neko naključje in lahko rečemo, da je ta antimonija, torej neenotnost, nasproti enotnosti, predvsem kaže na neko situacijo, v kateri se znajde pri teh antinomijah. Oziroma, če bi šli naprej v to, ampak to bomo pustili terapeutom, bi lahko tudi rekli, da je tukaj vidna neka Kantova napirjenost proti Leibnizovi filozofiji, ki je temeljila na monadah. I spied and lost my appetite. The cows are coming home now.